Lep popotniški pozdrav od Jasne iz sončnega Salvadorja. In od Manje iz zimsko obarvane, a vedno čudovite Slovenije. Ta najin duet je danes že drugi v seriji popotniških podoživetij iz različnih koncev sveta, naslov pa nosi O svoj svet s Triglavom. Dobrodošla Jasna, zelo se veselim, da nam danes predstaviš destinacijo, s katere si se vrnila le nekaj dni nazaj. Moram ti povedati, da sem z veseljem spremljala tvoje objave in videti je bilo, da prav žarite in da ste se imeli ves čas res lepo. Me veseli, da ti je bilo tako zelo všeč. Res so bili odzivi zelo pozitivni, ogromno vprašanj, ogromno pozitivnih mnenj o vsem, kar smo objavljali, tako da očitno je to res destinacija, ki si jo marsikdo želi in marsikoga očara. Res je edinstvena in res prelepa. No, sedaj pa se še toliko bolj veselim, da nas zraven fotografij, ki smo jih videli, popelje še v lepe kraje skozi svoje besede. Torej vsi, ki radi potujete, vsi, ki bi radi potovali in tudi vsi, ki ste nekoč radi potovali, pa tudi tisti, ki se še odločate, ali so potovanja mogoče za vas, ter tisti, ki morda varčujete za prvo veliko potovanje, naj vam kratko povem, da sama spadam med zapečkarje. Jasna pa je moje popolno nasprotje. Prepotovala je preko 100 držav, zadnjih 10 let z otroki, predtem pa sama s partnerjem in prijatelji. Njena potepanja so vedno pripravljena in izpeljana v lastni režiji in ima nemalo zanimivih dogodkov, nasvetov in skritih receptov, kako si lahko novo državo ogledaš varno, varčno in res doživeto. Všeč mi je, ker vedno stopi tja, kamor ne stopi prav vsaka popotniška noga, tudi v najbolj odmaknjene in nepoznane kotičke. Torej predlagam, da se vsi pripasamo, ker bomo kmalu vzleteli in se vozili dolgo. Jasna, kam točno gremo danes, pa povej kar ti in predvsem, zakaj ti je ta današnja destinacija pri toliko videnih kotičkih sveta še vedno #1 dežela? Ja, čakaj, da se še jaz pripasam. In evo, ravno kar smo vzleteli in sicer Down Under, torej v Avstralijo, kjer so dom našli mnogi Slovenci in naj povem, by the way, da smo jih 7, lahko verjameš, 7 posameznikov oziroma družin srečali na tej poti po Avstraliji, tako da smo imeli občutek, kot da je pol Slovenije tam. Res naključje in čisto vsi od teh 7 tam živijo, niso bili popotniki tako kot mi, tako da je res neverjetno. In mogoče še to, da niti eden od teh svoje selitve, da je zamenjal dom za Avstralijo, ne obžaluje. Torej, zakaj pa je Avstralija res še vedno, tudi zdaj, ko sem obiskala že, mislim, da je to zdaj bilo 6, še vedno moj #1 izbor, pa lahko zelo na kratko strnem nekako tako. Se pravi, Avstralija je zagotovo najbolj podobna tej razviti Evropi ali pa mogoče ZDA in mislim, da marsikoga ravno to prepričanje, da gre za tako podobnost, da gre za nek zahoden svet, mogoče koga odbije in se mu ne zdi dovolj eksotična in zanimiva, da bi jo obiskal. Ampak Avstralija je zelo eksotična. Res ima to krasno urejenost in razvitost in čistočo in super ceste, ampak ima en poseben vibe in eno kulturo, ki ni niti malo podobna ne Evropi in niti Ameriki. Potem je sigurno vreme, torej vreme je skozi vso leto krasno, razen čisto tam na jugu, kjer so nekako 4 letni časi. Potem sigurno mene prepriča urejenost v smislu odličnega, urejenega šolskega sistema, zdravstvenega sistema, da o cestah sploh ne govorim, ker so brez ene luknje, široke. Vsi spoštujejo pravila. Zelo mi je zanimivo, da v vseh teh tednih, kjer smo se v bistvu skoraj vsak dan premikali po kar nekaj kilometrov, nismo doživeli, da bi niti en sam avtomobil vozil 1 kilometer čez omejitev, ki je bila predpisana. Potem narava. Narava je pač unikatna, posebna, od visokih gor do puščave, do koralnega grebena, čudovitih plaž, deževnega tropskega gozda. Se pravi, res dobiš v eni državi v bistvu več različnih ekosistemov, ki so si zelo različni med seboj, ampak vse je nekaj logike, ne? Ker Avstralija je v bistvu tako velika, da je že skoraj malo primerljiva z velikostjo cele Evrope. In če ti pogledaš na sever Skandinavije, pa na jug Italije, tudi vidiš, da se vreme, rasje in narava popolnoma spremeni in tako je tudi v Avstraliji.
Potem je meni všeč in me prepriča še nora multikulturalnost, se pravi, najdeš res več kot, v bistvu po podatkih, 200 narodov živi v Avstraliji. Se pravi, en taki miks celega sveta v enem loncu, številni jeziki, hrana iz celega sveta in to mi je ful všeč, ker imaš občutek take, ne vem, kot da si non-stop na poti, kot da potuješ. In pa mogoče še za konec, tisto najbolj glavno je pa nekaj, kar mogoče težko prebereš, je pa vibe. Vedno znova me preseneča, kako so Avstralci kljub temu, da je toliko priseljenih kultur, narodov, uspeli nekako bolj te narode poavstraliti. Manj imaš občutek, da so tam Arabci, Kitajci, nekako se bolj pomešajo oziroma sprejmejo to avstralsko miselnost. In ta vibe sproščenosti, manj stresa, res so bolj na easy, je verjetno še pika na i, da mi to državico še vedno uvršča čisto na vrh seznama. Tako da ja, še vedno, Avstralija je moj number one. Zanimivo, da še obstajajo kotički, kjer res velja red, kjer je čisto urejeno, razvito, zdravo, lepo in da še ljudje živijo v večji harmoniji oziroma da daje dežela občutek manjšega stresa in večje harmonije. Krasno. Jasna, ampak ti si že bila v Avstraliji in sicer velikokrat, prvič pred 20 leti in povedala si mi, da je prav prvo potovanje v Avstralijo naredilo največji vtis. Vseeno si takrat potovala kot študentka, brez otrok, bolj brezskrbno verjetno. Zakaj se v Avstralijo toliko vračaš in kako te je pot sploh tja ponesla prvič, 20 let nazaj? Pa mogoče še, ali je bilo sedaj drugače, ko si potovala z možem in z otroki? Ja, to je pa ena taka zanimiva anekdota. Mislim, da sem bila stara 7, 8, morda 9 let nekje tam in vem, da nekajkrat na teden popoldne sem bila v varstvu pri moji babici. In takrat se je vrtela ena nadaljevanka z naslovom Vrnitev v Paradiž. Mogoče jo kdo gledal, to je bila nadaljevanka o 2 sestrah, ena je eno vrgla krokodilom, Skratka, ful se spomnim, ker se je vse dogajalo v Avstraliji, da mi je takrat nekako zaigralo srce. In neke sanje o Avstraliji, o teh lepotah, aboriginih, vse, kar je bilo v teh nadaljevankah prikazano, mi je dalo že neko tako veliko željo in vem, da sem rekla že zelo mlada, to se moja mama spomni, čim bom zaslužila prvi denar, grem pa v Avstralijo. Sicer je trajalo potem malo dlje, ampak nekako sem vedno iskala neko zanimivo pot, kako priti do Avstralije, ne samo popotniško in evo, glede na to, da sem študirala politologijo, sem se odločila delati raziskovalno nalogo oziroma diplomsko nalogo tudi z intervjuji na terenu, ravno z tem izseljevanjem, izseljensko politiko Slovencev v Avstralijo. In tako sem malo čez 20, koliko sem bila, 22, 23, takrat šla prvič v Avstralijo, v bistvu potovati, a hkrati tudi z misijo te svoje diplomske naloge, kar mi je pa dalo totalno dober pogled v razmišljanje Slovencev tam. Naredila sem preko 100 intervjujev in pa to mi je tudi odprlo možnosti, da sem spoznala ljudi, ki jih sigurno ne bi in ki so še mnogi od njih danes moji prijatelji. In mislim, da so ta prijateljstva bila potem tudi vzrok, da sem se potem čez 2 leti, pa čez 4 leta, pa čez 6 let spet vračala v Avstralijo, malo na obisk, malo pa v odkrivanje drugih kotičkov. Sem pa bila tudi poklicana, da sem bila vodička v Avstraliji, tako da sem tudi peljala ljudi kot popotnike. Tako da mislim, da je to. Zadnje vprašanje pa bilo, če sem takrat doživela Avstralijo kaj drugače. Jaz mislim, da absolutno sem jo doživela drugače. Brezskrbna, mlada, več se je žuralo, več smo se zabavali, noči so bile bolj dolge. Ampak zdaj z otroki pa z možem je imelo pa spet svoj čar. Tako da verjetno letom pa stanju primerno, zdaj mi je to bilo najlepše, takrat mi je pa bilo valjda najlepše biti sama, pa žurati, pa se družiti z ljudmi. Tako da otroci so bili navdušeni, mož tudi in mislim, da ne bi zdaj nič spreminjala, ker je bilo res, res, res lepo. To potovanje je bilo posebno predvsem zato, ker si ga v bistvu skrivala, ne? V bistvu potovanja vedno načrtujeta skupaj z možem, tokrat pa si ga čisto sama, saj je bilo to darilo za Mihov 50. rojstni dan. To pomeni, da si vse uredila, rezervirala in načrtovala popolnoma sama. Kako točno se tega lotiš, kaj si upoštevala, kako si naredila recimo nek plan poti,
kako se v tako veliki deželi odločiš, kam sploh iti in kam ne, kje ostati koliko dni in tako naprej. Skratka, te tvoje izkušnje bi rada malo slišala, kako sploh prideš do takšnega potovanja. Ok. Če se bo slišal kakšen mali zvok, imam kužka tu zraven, ne Bela? Povej, da si ti tudi tukaj nekje. Tako da Bela je danes v družbi v studiu. Če boste videli, da kdo zalaja ali pa slišali, je to Bela. Skratka, ja, to je bilo res presenečenje, darilo za Mihatov rojstni dan. Namreč tolikokrat sem mu razlagala o ljudeh, o dogodkih, o vsem, kaj sem videla v Avstraliji, kjer pa on in pa otroci še niso nikoli bili. In že kar nekaj let nazaj sem se odločila, da bo pač to darilo za 50. rojstni dan, ker sem bila prepričana, da ga bo očaralo, dalo tudi malo sprostitve, pa da smo skupaj in tako naprej. Tako da mi je uspelo, najtežji del pa je bil na skrivaj šparati, ker sva zelo transparentna in vem, da parkrat me je skoraj lovil, kam pa je šlo teh 500, ampak mi je uspelo. Drugače pa, kako se lotim načrtovanja poti, v bistvu v 90% vedno enako. 10% razlike zdaj je samo zato, ker sem v Avstraliji že tolikokrat bila, da v bistvu podrobnejšega raziskovanja pa branja ni bilo več toliko treba. Ampak vseeno bom razložila recept, kako se lotim vsake poti in kako sem se v bistvu tudi Avstralije. In jaz mislim, da je to super način za hitro, učinkovito in precej uporabno načrtovanje potovanj. Se pravi, vedno najprej pogledam pri destinaciji, kamor se odločimo iti, vreme. Pač vreme je ključni igralec, zato ker če bi zdaj tam bila zima, pa mraz, ti odpadajo in plaže in kopanje in to in ono. Se pravi, vreme je meni ključen dejavnik, ali so tam takrat monsuni, hurikani, skratka vreme. Pri Avstraliji je to pač zelo enostavno, ker vemo, da je slovenska zima tam poletje in zato smo seveda iskali to, pa še nekaj. Decembra, zdaj ko živimo v Salvadorju, so tudi enomesečne počitnice in so otroci prosti šole, tako da glede termina jaz nisem imela kaj zbirati in je bilo jasno, da je torej poletje in šolske počitnice edini čas, ko lahko gremo. To bi sigurno svetovala, da se najbolj upošteva vreme oziroma letni čas. Potem, kaj je še pomembno, je, da mogoče pogledaš, kdaj so karte cenejše, se pravi, če je vreme tebi ugodno v nekem obdobju 3-4 mesecev, da potem iščeš karte in se igraš z datumi en dan prej, 3 dni kasneje, 4 dni prej, 8 dni. Skratka, da spreminjaš in probaš dobiti čim bolj ugoden let. Da tukaj vskočim, oprosti, da te malo prekinem, da tukaj vskočim, karte si omenila, kje jih kupuješ? Se pravi, vedno je tudi tukaj recept enak. Jaz vedno karte pogledam na Skyscanneru, se pravi, to je brskalnik Skyscanner, ki ti potem zajame v bistvu vse letalske družbe sveta in ti izloži od najmanjše do najvišje cene, od najmanj ur do največ ur leta. Potem, ko tam vidim, pa v bistvu sploh ne vem, če sem kdaj karto kupila na Skyscannerju, po mojem nikoli. Zakaj? Ker so vmes razni posredniki in če gre kaj narobe, ko je karto treba zavarovati, stornirati, spremeniti, imaš lahko kar težave. Se pravi, jaz na Skyscannerju samo pogledam, ko najdem najugodnejšo karto, pa grem na tistega letalskega prevoznika, direkt na njegovo stran, ali to Turkish Airlines, ali Qantas, ali karkoli, in potem karto kupim na tisti strani in ponavadi cena ni skoraj nič različna ali pa mogoče par centov. Slovencem dam pa še en nasvet, recimo primer pri Avstraliji, praktičen. Glej, ko ti potuješ za toliko dni s toliko člani, naš je bilo 5 pa dober mesec, se pravi, veš, da lahko gre kaj narobe, ne? Karkoli. Zamudiš letalo, si bil vmes bolan, pa nisi ujel letala, si imel nesrečo, pa je treba, ne vem, novi avto najeti, ne vem, te ukradejo, pa moraš urejati nakup vseh novih oblek ali karkoli. Kaj pomeni to? To pomeni, da moraš imeti na vseh kreditnih karticah čim bolj velik limit in prazen limit. Se pravi, da nisi porabil že ne vem koliko, ampak da imaš nekaj tisoč evrov rezerve na karticah. Če pride do neke višje sile, ne? Ti računaš, da boš porabil, ne vem, 2, 3, 4, 5, 6 tisoč dolarjev ali pa evrov na te kartice, ampak na to moraš imeti še rezervo, če se kaj takega zgodi. In če bi jaz zdaj kupila vse letalske karte, katerih znesek ni majhen, glede na to, koliko nas je, in glede na to, da smo šli potem še v Novo Zelandijo iz Avstralije,
bi v bistvu porabila ves limit ali pa precejšen del limita, kar pa nisem hotela. In v takih primerih pa vedno prosim za pomoč Nomago, ki mi v Sloveniji zelo enostavno za, mislim, da 30 evrov dodatno zakasirajo na eno karto, zato da vse speljejo in potem mi tudi pošiljajo opomnike, če se let spremeni in tako naprej. Skratka, ful sem mirna, da še oni pogledajo in kupijo, kadar gre za tako veliko količino povezanih letov v bistvu, pa za 5 ljudi, ne? Tako da to sigurno svetujem. Nomago, drugače pa Skyscanner. Ok, sliši se zelo enostavno, kar zate verjetno tudi je pri toliko splaniranih potovanjih, ki so za vami. Mislim, da vse... Ja. Da vskočim, ta del je, kar sem zdaj povedala, se pravi vreme pa same karte. Mogoče samo še dodam, kako se lotiti potem dalje. No? Se pravi, absolutno bi svetovala, da potem se recimo pri konkretno Avstraliji odločiš, kam boš šel. Če skočim za sekundo po zemljevid, ki sem si ga tu pripravila, evo, ker je Avstralija tako zelo velika, moram pokazati in povedati tu eno specifiko. Čakaj, se bom tu kar ostala. V glavnem pri Avstraliji je ena specifika. Glede na to, da je tako zelo velika, bi vam rada samo povedala, da je pač razdeljena na več delov, na severni teritorij, na Queensland, New South Wales, Viktorijo, Tasmanijo, pa potem ta zahodni del. V glavnem, tukaj v tem delu, se pravi na zahodnem delu, je v bistvu Perth edino mesto, ki ga je res vredno pogledati. Vse ostalo je neposeljeno, puščava, nore razdalje. Tako da ljudje ponavadi ne grejo sem preveč potovati, razen če se z letalom peljejo v Perth in se pol vrnejo. Potem sigurno je zanimiva sredina, pač Uluru ali Alice Springs, to je ta sveta gora aboriginov, ki je zelo znana in marsikdo se odpravi sem. Potem čisto na severu je čudovito, tropsko, 2 čudovita nacionalna parka, Kakadu National Park pa Lichils in pa Darwin mesto, ki je čudovito. Ampak govorimo o 3 majhnih točkicah, kamor se nekaj ur pelješ z letalom. Drugače pa je v Avstraliji čisto vse, kar jaz menim, da je vredno videti ali pa must videti in res najboljše skoncentrirano na vzhodni obali. In ko kdorkoli popotnik to prebere, v bistvu naredi samo 2 stvari. Ali se popotnik odloči prepotovati vzhodno obalo od zgoraj dol ali pa od spodaj navzgor, ali pa vzame tukaj en kos, ne čisto celo, začne na sredini dol ali pa od spodaj do sredine in potem doda kakšen notranji let, recimo v Alice Springs ali pa v Darwin ali pa v Perth ali pa, če je res veliko časa, v vse 3. Pri čemer to niso male razdalje in tudi stroške precej poveča. Skratka, jaz sem bila in tu in večkrat prepotovala tole obalo gor in dol. In še enkrat rečem, če greš v Avstralijo, boš tukaj našel čisto vse, kar rabiš. In ko to veš, je pa pot zelo preprosta, pa organizacija tudi. Skratka, veš, koliko dni imaš na voljo in veš, koliko kilometrov je od najbolj skrajne severne točke do najbolj skrajne južne točke. To je približno 6000 kilometrov, ker šteješ še malo ovinkov noter, pa ven, pa sem in tja. Skratka, mi smo jih naredili, mislim, da 4 kilometre manj kot 6000. In ko imaš to narejeno, razdeliš na dneve, ti je zelo jasno približno, kako hitro se boš mogel premikati. Potem sem seveda jaz dodala cap, pikice, kje vse imamo prijatelji in kje se moramo ustaviti. Dodala, kaj vse vmes želimo videti, vmes so taki kosi po 300, 400, 500 km, ko ni nič posebnega in postanek skoraj ni smiseln. In ko to splaniram v bistvu v Excelu po dnevih, zelo enostavno vidim, kateri dan se nakajamo kje in pa želela sem, da tudi ne potujemo vsak dan. Ampak da recimo se peljemo tam nekje do 300 km maksimalno na dan, pri čemer morate vedeti, da je to krasna vožnja, easy vožnja, ceste brez gužve, široke, varne, vožnja je užitek in 300 km je malce. No, se pravi, hotela sem, da se ne vozimo vsak dan, da je maksimalno na dan 300 km in da smo recimo en dan 300, drugi dan 200, potem smo 2 dni na enem mestu in se ne premikamo. Pa spet 300, 300, 100, pa smo 4 dni na enem mestu. Se pravi, da ni bilo tega premika vsak dan.
Zgolj dvakrat smo pa naredili 700 km, ampak vmes z številnimi postanki, kosili, kopanji in tako naprej. Tak da, to je zdaj cela pot in mislim, da je ta uvod super, da sem ga razložila, ne samo kako planiraš, ampak tudi, da vidite točno, kje smo potovali. Se pravi, od čistega tukaj severovzhoda pa vse dol do Melbourna. Dam nazaj in sem že nazaj, Manja. Zelo lepo, hvala za dodatno razlago. Mislim, da vse to tudi zapisuješ in deliš skozi svoje v obliki člankov, pa v obliki bloga, kar boš povedala nam, prosim, kar sama. Zanima me pa še, kako je potekala sama pot in kako otroci to prenašajo, recimo te premike, pa vse skupaj, kaj delajo na letu, pa potem na sami poti z avtom. Kaj je recimo z njihovo šolo na poti? Delajo kaj ali imate čist počitnice takrat, ko ste na potovanju? Ja, res je, v bistvu nekako že iz študentskih let nekako beležim svoj dnevnik, zapisujem tudi v obliki člankov večino svojih poti, ki jih potem tudi danes lahko najdete na spletni strani Too Many for Granny. Tako da zelo natančno si napišem vse cene namestitev, v bistvu vse stroške, no, ker je v bistvu to potem edino verodostojna informacija, če želim napisati nek kvaliteten pa resničen članek in da lahko drugi popotniki zelo dobro preberejo, si načrtujejo in te podatke v bistvu uporabijo za svojo pot. Tako da mislim, da to pride zelo fajn in da bo tudi drugim prišlo prav. No. Tako da vabljeni, da preberete še kaj več ali pa me kontaktirate za kakšne podrobne naslove, ki jih z veseljem delim, ker so bile nastanitve v Avstraliji tako čudovite in taki presežek, da z veseljem povem, kje točno smo spali. Bela. Skratka, naša pot je bila precej dolga. Morate vedeti, da pač živimo v Salvadorju, kjer ni direktnih letov, tako bi bili iz Frankfurta ali pa iz Mintna ali pa mogoče tudi iz Benetk. Tako da mi smo morali najprej iz San Salvadorja, torej glavnega mesta El Salvadorja, leteti v Los Angeles, kar je dobre 4 ure leta. Potem pa smo imeli res dolg postanek, 11 ur, kar je bistveno znižalo ceno karte. In ker otroci še niso bili v Los Angelesu, hvala Bogu, tik pred požari, smo izkoristili in smo teh 11 ur v bistvu si ogledali kar lep del mesteca, oziroma enega dela mesta. Si fajn pretegnili noge, glede na to, da smo tja prišli že dopoldne in super se je izteklo, da smo pa pozno zvečer, potem se vrnili na letališče in potem je bil pa 15-urni let direktno do Sydneyja, brez prestopanja, ker je, kakorkoli, El Salvador bistveno bliže Avstraliji, kot pa je Evropa Avstraliji in tudi leteli smo kontrasmer, ne? Torej preko proti Pacifiku. Ne? Medtem ko iz Evrope je vedno postanek ali v Singapurju ali v Kuala Lumpurju, ker je pač let predolg. Ampak vseeno seštevek vsega tega je bil natančno, odkar smo sedli v avto doma do letališča v Salvadorju in tam do končne namestitve je bil 41 ur pa pol, ker mi smo v Sydneyju tudi spet samo prestopili in leteli še na skrajni severovzhod Avstralije, se pravi v Cairns, kjer smo pa potem potovanje začeli in vse to skupaj je zneslo 41 ur, ampak to se samo sliši grozno, ker je bilo super. Še enkrat, 11 ur smo se zabavali po Los Angelesu, po plažah, vozili z skiroji in tako naprej. 15 ur smo večino itak prespali, saj veš, Manja, jaz vedno najdem 3 ali 4 zice, tako da tudi tokrat sem spala. Otroci gledajo malo risanke, malo berejo, malo se igrajo kakšne karte in tako naprej, tako da jih ni opaziti na letalu. No? In se skupaj ni sploh težek zalogaj, moraš se dobro primerno obleči, da te nič ne veže, kavbojke se mi ne zdijo udobne, neke pajkice ali pa trenerko, skratka čim bolj komod, imeti kako rezervno obleko, pa letala so vedno ful mrzla. Ful mrzla in mnogi zbolijo in pridejo tja vsi nahodni. Tako da imeti hudi s kako kapuco, pa še kako dodatno obleko, pa tam na greb vse deke, ki ti jih dajo, da se res fajn pokriješ. Tako da, to je to. Zdaj pa ena težka naloga, vsaj po moje. Ali bi lahko zelo na kratko predstavila, kaj je na tej dolgi poti na celi vzhodni obali za videti, če ne greš
pač preveč podrobnosti. Si težko predstavljam, da se to da, a me zanima, če bi nekomu, ki se tja odpravlja, to lahko povedala recimo zelo na kratko. Ja, mislim, da ja. Bom poskusila res na kratko. Se pravi, na tej poti, če gledamo od severovzhoda do Melbourna, do dol, torej po celih teh 6000 km, se da zelo udobno razdeliti na ene 4-5 področji ali pa delov in lahko zelo jasno razložim, kaj se da kje videti. Se pravi, ko gremo v skrajni severovzhod, se pravi, ko pristaneš v Cairnsu, kjer smo pristali mi, kar je večje mestece na severovzhodni obali, potem si že zelo, zelo, zelo blizu ekvatorju in govorimo tukaj o tropskem deževnem gozdu. In v ta del gre, bom vseeno rekla, manj turistov, zato ker večina jih gravitira ali na Gold Coast, se pravi točno na sredino vzhodne obale, ali pa v Sydney in Melbourne. Ampak menim, da je tista prava, pristna, divja ali pa rečemo tisti kulturni šok, ki ga iščemo v Avstraliji, da ne čutimo samo Evrope pa Amerike, če prideš v velika mesta, ravno tukaj na špicu severovzhoda. Namreč prvič je ta del zelo malo poseljen. Imaš občutek enega takega pravega popotništva, veš, da se moraš malo znajti, da si malo sam, da na cesti nekaj ur ne srečaš nikogar. In tukaj je za videti v bistvu samo 3-4 stvari, ampak spektakularne in celo zelo edinstvene na svetu. To je edina točka sveta, kjer tropski deževni gozd, Daintree, sreča koralni greben, in to največji koralni greben sveta. Se pravi nekje skoraj od sredine, malo bolj proti gor, avstralske obale se začne koralni greben, ki sega potem skoraj tja do Papue Nove Gvineje. Se pravi, ravno tem v špicu severovzhoda ti v bistvu gledaš na koralni greben in si mu najbližje. Hkrati je pa na obali tropski deževni gozd, ki je ena taka nora džungla, vsak dan skozi vso leto dežuje. In ta dva se stakneta, ker pač gozd raste do obale morja in tam se že, ko zaplavaš par metrov stran, začne koralni greben. Kar je pa še posebnost, pa je, da so tukaj zelo, zelo nevarni in mnogo bolj nevarni od sladkovodnih krokodilov slanovodni krokodili, se pravi morski krokodili, ki so tudi bistveno večji od onih, ko živijo v rekah in močvirjih in pač nevarni. Potem je posebnost, seveda, da so kače in pajki in tako naprej. Ne toliko, da bi te bilo kaj strah, ampak tako bolj si pazljiv, tako je eno doživetje. Otroci, ki nikoli ne vprašajo, če je lahko še en bombonček, tukaj 10-krat vprašajo, kaj lahko grem v nebo, pajka. Ful je tako en poseben vibe, vlaga je visoka, tako lepo kožo ti naredi, ful zeleno in pa ogromno aboriginske kulture. Kajti Cairns pa Townsville sta dve mesti, kjer vidiš veliko aboriginov, veliko njihove zapuščine in tako naprej, tako da doživiš tudi te prve prebivalce in vse povezano z njimi. In potem seveda sam koralni greben. Vsi, ki so potapljači, ki radi snorklajo, to seveda morajo videti, ali pa za razne izlete z ladjico in tako naprej. Potem pa, če greva recimo malo bolj dol, pa zajamemo nekako sredinski del. Ja, sredinski del. Tukaj bom pa rekla, da je en tak poseben vibe, kjer doživiš ogromno njihovega sadja, govorim na kopnem, torej sadja, ogromno plantaž neverjetnih sadežev, ki jih še nikoli v življenju nisi videl in prepričana sem, da jih ne poznamo. Še vedno videla sem zdaj že ne vem kolikokrat, pa še vedno znam imena 10, ne pa vseh 30, 40. Se pravi, celo pot, ko se voziš, te spremljajo vinogradi, table, sladoled iz ne vem katerega sadja in tako naprej. In pa čudovita obala. Meduze in krokodili, ki so na severovzhodu, meduz nisem omenila. Meduze so samo v času slovenske zime ali avstralskega poletja, ko je morje dovolj toplo in samo na severovzhodu. Ko prideš do recimo Rockhamptona, do mesta Rockhampton, je kot ena nevidna črta in meduz ni več. In tudi krokodilov ni več. Se pravi, samo neki kratek firtl, tam čisto na severovzhodu, govorimo o krokodilih in meduzah, ampak še enkrat koralni greben in
Aborigini in vse to, in ta lepa mestica Cairns in Townsville, in pa ta tropski deževni gozd je nekaj unikatnega in je vredno, kljub temu, da se nekaj dni kopaš samo v bazenu, ne pa še v morju. Čeprav boste rekli, kako se pa lahko kopaš in tavhaš in šnorklaš na koralnem grebenu. Zelo zanimivo vprašanje, to so me vprašali tudi mnogi že kdaj prej in vem, da vas zanima. Skratka, te meduze zelo gravitirajo na obalo. Zunaj, ko greš na odprt koralni greben, jih je manj, nekako jim tokovi ali kaj vse ne paše. Plus dobiš vedno obleko, kot da bi eno žensko najlonko iz ene lajkre obleko in ti ven gledajo samo oči, voda gre seveda skozi, niti vroče, niti nič, ampak če bi prišlo do stika z meduzo, nimaš direktnega stika z kožo in to je dovolj varno in tako smo tudi vsi plavali in ni nobenega problema in se ne zgodi, da kar ljudje umirajo od meduz, ker so pač zelo veliko naredili na tej preventivi. Če pa že se bi kaj zgodilo, pa je kis, pač vinegar, prva pomoč, da poliješ po rani. Če pa tega ni, pa urin. Človeški urin tudi pomaga pri samem stiku kože z meduzo. Ok, torej sredina, sadje, manjša in velika mestica, plaža in pa počasi prehajaš na ta Gold Coast, ne, kjer je pa zraven Sydneyja in Melbourna daleč najbolj poseljeno. Če bi zaprl oči, bi se ti na hitro zdelo, kot da vidiš ne vem, Hong Kong ali New York, ker so same stolpnice o plaži. Ogromno ljudi iz vseh koncev sveta, ogromno Azijatov opažiš. Čudovite plaže, začne se pojavljati surfanje, kopanje, vse povezano z vodo, čudovita narava in pa čim greš kilometer, 2, 3, 4 od glavne ceste, ki vodi tik ob obali v notranjost, se pa začnejo nacionalni parki, slapovi, pohodniške poti, takšne in drugačne in to je nekako to. In če gremo še na bolj spodnji del, kjer greš potem proti Sydneyju in Melbournu, je pa seveda highlight Sydney, Melbourne. Sydney je največje mesto, ni pa glavno. Glavno mesto je Canberra, ki je malo v notranjosti in nima stika z morjem. Tako da ta južnejši del, bi pa rekla, so pa bolj velika mesta. No? Pa spet taka drugačna, spektakularna pokrajina in pa vreme se menja. Se pravi, do sredine Avstralije gor, kjer je Queensland in še malo New South Walesa, je toplo, medtem ko prideš tukaj v ta spodnji del obale, je pa recimo že potrebno zvečer imeti kako jopco, sploh v Melbournu smo imeli en dan 18 stopinj, drugi dan pa 28, to je vpliv morja in pač same mikrolokacije, pač za Melbourne je zelo znano, ves čas kukam na zemljevid, zato gledam malo tja. Zelo je znano pri Melbournu, da se 4 sezone, 4 letni časi menjajo v enem dnevu. Tako da toliko na kratko, zelo logično se da Avstralijo razdeliti na področja. Odlično povedano, mislim, da ti je več kot uspelo. Kaj pa so recimo bili vaši highlightsi na celi tej poti in kako ste se recimo prehranjevali? Avstralija je po mojem number one dežela, kar se tiče enostavnosti hrane za popotnika. Se pravi z 2 vidikov, ali pa rečeva z 3 vidikov najboljša destinacija glede hrane. Avstralija je vsaj 15 do 20% ugodnejša od Slovenije, trdim z zapisanim vsakim čigumijem, ki smo ga kupili. Se pravi, sploh zaradi razmerja evro-dolar in avstralski dolar zdaj je Avstralija za nas precej ugodna, za nas, ki dobivamo plačo v evrih ali pa v ameriških dolarjih. Potem hrana je izjemno kvalitetna, ker v bistvu 99% pridelajo vse lokalno. Se pravi, Avstralija je samozadostna, uvažajo minimalno. Ponudba sadja, zelenjave oziroma rečeva zdrava ponudba hrane. Milijon solat, smudijev, nemastnega meska, tega in onega je pač neskončna in je res enostavno. Potem pa še nekaj, v teh čudovito urejenih, čistih, krasnih supermarketih, kot so tudi naši po Sloveniji, ki jih je veliko, razen na skrajnem severovzhodu jih ni, drugače pa vsakih par kilometrov. Ti supermarketi imajo ogromno hrane pripravljene za take away. Se pravi, sveže narezani, ne 3 vrste sadja, ampak 30 vrst sadja, v manjši, večji, srednje večji pa grozno veliki posodi, ki jo v bistvu vzameš in še vilčka te čaka zraven. Solate, že oprane,
z različnimi izbirami raznih polivk, z dokupom piščančka, z dokupom govedine ali pa rakcev. Skratka, ful enostavno, zelo ugodno. V trgovini nabaviš, kar je tudi najceneje, hrano in enostavno poješ na poti. Potem pa ima Avstralija še eno posebnost, namreč da marsikje na poti, ob cesti, vidiš take piknik place. Ampak to je piknik plac, ki je res čist, kjer noter vržeš $2 kovanec in imaš tudi grill, če hočeš, imaš tekočo vodo, imaš koš, imaš streho in imaš klop. Tako da, če si bi kdo zaželel narediti večji postanek ali pa kaj speč, je tudi to možno marsikje. Drugače, mi smo se tu ustavili, pa smo to, kar smo ravno kar pred 10 minutami kupili v enem supermarketu, si potem sedli, pojedli, da nismo vedno v avtu, ampak smo si naredili taki postanek, piknik. Se pravi to. In mi smo precej časa jedli tak, predvsem ta zgornji del poti, ko si zelo remote, ko ni velikih mest in tak naprej. Skratka, Bela, se boš ti malo pokazala, da ne bojo mislili, da tebe ni tu zraven. A boš rekla zdravo? Zdravo. Evo, Bela ni bila zraven v Avstraliji, bo pa šla z nami poleti v Slovenijo. Skratka, toliko o tem. In pa zadnji faktor, večkrat sem danes že omenila, multikulturalnost. Se pravi, Avstralija je res multikulturalna država, kar pomeni, da vsi narodi živijo pomešani, kar pomeni, da ti v vseh večjih mestih srce zaigra, ko vidiš v bistvu ponudbo hrane od vietnamske, nepalske, francoske, angleške, ne vem, indonezijske, tajske. Kaj hočeš, videla sem tudi burek in tudi jedli smo ga in videla sem tudi wiener schnitzel in bujto repo in ne moreš verjeti, kaj vse ne obstaja. Tako da, kar se tiče hrane, poceni, dostopna, zdrava in krasno pripravljena za popotnike. Meni se zdi, da je teh highlightov res veliko in da bi rabila ene pol leta, da vse to vidim. Prav tako ste prišli domov vsi fit in zdravi, tako da očitno že veste, kako jesti kot popotniki. Kaj pa sama vožnja, promet? Je naporno, ste se zgubljali ali je potekalo pač vse gladko? Res bo izgledalo, kot da mi avstralska vlada plačuje za promocijo Avstralije, ampak govorim res iz srca in po tolikokrat videni Avstraliji. Škoda, da ni Mihe doma, da bi dodal svoje mnenje še on. V glavnem, Avstralija je tudi v smislu prometa pač po mojem superlativno. So tudi v Evropi, seveda so v Evropi primerljivo urejene ceste, ampak razen čistega severovzhoda, govorimo o 200-300 km, je večina teh 6000 km vedno ponavadi pa 3 ali celo 4 pasovnica, potem so ceste krasno označene. Največkrat viden prometni znak je pazi kenguru ali pa pazi koala. In zato so tudi po večini teh poti ob strani ograje, kjer jih pa ni moč pa res paziti, ker največja nevarnost avstralskih cest je, da ti res en orenk velik samec kenguru skoči pred avto, kar je lahko seveda smrtno, ker to je žival, ne? In ti bi avto popolnoma razbila, lahko bi se slabo končalo. Skratka to, in pa zelo nižje omejitve imajo. Se pravi, 110 je zgornja meja na najhitrejši avtocesti, drugače pa pogosto 80. Ampak to nekako daje mirnost, ni tistega straha, ko voziš 130 ali pa 140, nihče ne divja. Niti enega nismo srečali, ki bi vozil preko omejitve. Tudi zelo visoke kazni so, kar se tiče alkohola in prehitre vožnje. Tako da smut in res, kljub temu, da je vožnja po kontrastrani od Slovenije, dobene težave, pregledno, krasno, fantastično, označeno, res ne moreš zabluziti. No? Sploh mi, ki smo vajeni voziti po teh malih ulicah, hitre ovinke malih mest po Evropi, po Sloveniji in tako naprej, boste v Avstraliji brezskrbno uživali, peli. Edina nevarnost je, da zadremaš vmes, ker je vožnja res en sam užitek. Odlično. Hotela sem te vprašati še po cenah, zaradi tega, ker ko si zamisliš Avstralijo, si rečeš, to je ziher ful drago, ampak si prej omenila, da v bistvu Avstralija ni tako zelo draga. Ja, mislim, tudi tu bom zelo realna. Sigurno, ko bom povedala celoten znesek takega potovanja za mesec dni, za 5 ljudi, za premike skozi 6000 km, znesek v seštevku ni majhen in nimava kaj lagati, zato je to bilo namenjeno posebnemu dogodku,
ne samo potovanje, ampak še darilo za tako veliko okroglo obletnico. Plus, res je šlo za dolgo obdobje, se pravi, ponavadi grejo ljudje manj časa, plus ni vseh 5, ne? Če imaš samo enega otroka ali pa 2, se ta strošek precej zniža. Ampak vseeno moram povedati, da smo potovali v najdražjem delu leta, se pravi december, čez Božič in čez Silvestrovo. Če greš ti tam konec januarja, februarja, ko je vreme še bolj idealno, je seveda so cene bistveno nižje. Potem, če greš z manj člani, pa za malo manj dni, je tudi vse skupaj ceneje. Ampak vseeno, glede na to, da letiš na drugi konec sveta, v tak čudovito deželo, ki v bistvu ponudi, da jo pogledaš, kot da bi od Skandinavije do juga Italije potoval, ne? Potem mislim, da je znesek kar zelo ustrezen in celo res ugoden. Se pravi, mi smo za karte dali natančno 1544 evrov na osebo, kar se mi zdi zelo v redu. S tem, da smo leteli Los Angeles, Sydney, Cairns, domov pa potem iz Nove Zelandije. Vmesne karte od Avstralije do Nove Zelandije pa zdaj v ta znesek nisem prištela, ker ne bi bil realen, ne? Ker smo šli mi domov od drugod. Potem zavarovanje rizika odpovedi, kar je izjemno pomembno in svetujem. Se pravi, ko kupiš tako drage karte in organiziraš tako drago pot, nekdo zboli, se zgodi karkoli, ti vse skupaj pade v vodo. Zato je to smiselno rezervirati. Recimo Triglav tudi ponuja zavarovanje rizika. Recimo mi smo dali za cel komplet zavarovanje rentakarja, nočitev in kart 491 evrov. Potem potrebuješ vizo, viza je 163. Potem vse nočitve v Avstraliji, v seštevku vse nočitve, za vseh nas 5 vedno zelo lepe, ne, Hilton, to ni nivo, ki ga niti ne iščemo, niti ne želimo, niti otrokom ne želim dati takega vtisa, niti tega ne rabimo, nikoli nismo krepeneli po nekih takih nastanitvah, ampak lepe, čiste, predvsem pa prostorne nastanitve, kjer je vedno tudi kuhinja in vedno tudi bazen, so bile nekaj manj kot 2000 evrov. In pa rentakar je bil nekaj manj kot 3000 evrov za en mesec in pa celotna hrana je bila 1720 evrov za vse nas. In pa še razni spominčki, bencin, izleti. Izleti so največ nanesli, se pravi izlet na koralni greben, pa izlet na Whitehaven Beach, kar je del otokov tega začetka koralnega grebena. Recimo to so stvari, ko za 5 ljudi stanejo 600 ali pa 800 evrov in to nanese, tako da vsi ti spominčki in izleti in bencin je bilo pa še skoraj 4000 evrov in ko to seštejeva, prideva v bistvu na smešno poceni znesek na osebo. Namreč, ko sem ta znesek delila z 5 ljudmi in 28 dni, sem prišla na 107 evrov na dan. Vse skupaj je pa to prišlo cirka 15 000 evrov. Se pravi, 15 000 deliš z 5 ljudmi in 28 dnevi in dobiš 107 evrov na dan. In to vključuje vse, ne? Kar sem do zdaj povzela. In mislim, da je to zelo realna in iskreno mislim, da za tako pot in 5 članov zelo ugodno izpeljana pot. Pričemer moramo vedeti, da so karte nanesle skoraj 7000 evrov, ne? Za vse nas. Tako da sama Avstralija, če karte odšteješ, se pravi pot do Avstralije je res draga, ampak sama Avstralija kot taka pa mislim, da absolutno ni draga in zagotavljam, da je ugodnejša od Slovenije, predvsem nastanitve, predvsem kvaliteta nastanitev za ta denar, hrana, bencin, rentakar, to so vse stvari, ki so zagotovo ugodnejše kot v Evropi. Karta je pač tista, ki naredi razliko v ceni, ampak na to pa ne moramo nič. Avstralija je res daleč in odmaknjena. Evo, toliko. Kaj pa recimo s plačevanjem? Uporabljate denar, ki ga menjate prej, pa kako recimo zdaj si omenjala nastanitve, da so bistveno boljše. Kako veš v bistvu, da si izbrala dobro nastanitev? Jaz vedno svetujem, da ko potuješ kjerkoli, da delaš kombinacijo, da imaš nekaj gotovine vedno ob sebi, se pravi, ali takoj, ko prideš v državo, zamenjaš nekaj, par 100 evrov in jih imaš pri sebi in ko zmanjka, greš ponovno na bankomat ali v menjalnico, ponavadi na bankomat, ne?
ker se ne splača velikega zneska druge valute nositi s sabo, prvič jo lahko ukradejo, drugič ne veš, kako menjajo in tako naprej. Ampak pri Avstraliji konkretno nujno potrebuješ oboje. Nujno potrebuješ oboje. Namreč na severovzhodu marsikje ni signala, postterminali ne delajo in ne moreš plačati s kartico. Medtem ko to govorimo o zgornjih 300-400 km, vse povsod drugje pa je občasno kartica edina mogoča. Recimo, izlet na koralni greben ne moreš plačati z gotovino, pač ne obstaja. Ali pa tudi za Novo Zelandijo lahko rečem, da tisti neki bungee, ko je šla Mija, nismo mogli plačati z gotovino. Se pravi, kombinacija obojega, ampak seveda mi smo 90% plačevali s karticami, ker so bolj varne, bolj pregledne. Točno vidiš, kak ti je kurs preračunalo in si lahko zapišeš v evrovaluti, recimo stroške. Jaz, ko si zapisujem zaradi teh člankov in vsega tega. Tako da Avstralija rabi kombinacijo nekaj gotovine, predvsem pa kartice. To je nujno. Pa precej veliko vzamejo pri rentakarju za garancijo, če se kaj zgodi. Skoraj 2000 evrov za tak dolgo pot ti rezervirajo sredstva na kartici, tako da je fajn, če imata in mož in žena vsak po 2 kartici, da v primeru, kot sem na začetku govorila, če se kaj zgodi, ne, da imaš potem dovolj limitov na karticah. Tako da to, kar se pa tiče nastanitev, Avstralija ni dežela, ki zavaja. Se pravi, to, kar vidiš na Bookingu in Airbnb-u, je zelo realno tudi temu, kar vidiš v realnosti. Se pravi, 3 posebnosti, nastanitve nad 200 evrov skoraj nismo imeli, mogoče v Sydneyju pa Melbourneu, ampak nastanitve govorimo o 80 do 100 kvadratih, kjer so otroci imeli svojo sobo. Izjemno čiste. 90% nastanitev je imelo bazen, tudi v Sydneyju in Melbourneu, kljub temu, da smo bili v stolpnici, je bil pač nastanitev, mislim, bazen na strehi stolpnice ali pa v kleti kot nek spa. Izjemno čiste, vedno dovolj brisač, vedno zraven mila in te stvari za osnovno higieno in vedno kuhinja. Mogoče boste rekli, zakaj je to potrebno in pomembno, pač v Avstraliji nikoli ni zajtrk del paketa, nikoli pri nastanitvah, niti ena nastanitev nima opcije zajtrka. In seveda ti zvečer, sploh če imaš otroke, se zapelješ v prvi supermarket, kupiš 3 jajčke ali pa kupiš toast pa marmelado ali kaj zvem, neki cornflakes. In seveda zjutraj, ko se boš zbudil, boš hotel pogreti mleko, vzeti šalčke, žlico in to pripraviti, ne? In je kuhna še kako pomembna, da to je. Ker če kuhne ne bi bilo, bi bil v bistvu prisiljen za zajtrk že iti v gostilno. In tisto, kar bi zelo podražilo potovanje, bi bile pa vsakodnevne gostilne 3-krat na dan. To bi pa sigurno za 2, 3, 4 tisoč evrov podražilo naše potovanje, če bi mogli jesti tolikokrat zunaj. Pa tudi ni potrebe, ne? Pasalo je še v pižamici pojesti cornflakes, preden se odpraviš nekam za cel dan raziskovati ali pa tak naprej. Ali pa so se otroci najprej šli skopati, pa prišli nazaj, pa so pojedli zajtrk. Tako da to je to. Pa še nekaj, na začetku sem vam omenila vibe Avstralije, tisto, kar je srce. Ljudje so tako sproščeni, tako so, ne čutiš hektike, noben ti med vožnjo ne kaže, pa ne ruži, pa ne hrupa, pa trobi, pa ni živčen. En taki umirjen vibe je, vsi so povezani z naravo, z morjem, veseli, ta njihov poseben naglas ti da en taki, ne vem, en res prijeten vibe in isto so občutili in otroci in moj mož. In kaj hočem povedati, zelo imajo v sklopu tega vibea tudi bolj uravnoteženo to prosti čas in delo. V glavnem, niti ena nastanitev nas ni nekdo počakal, ko smo prišli po 3. uri. Namreč mi smo vedno v naše nastanitve prišli ob 5, 6, 7, 8, 9, tudi ob 10 zvečer, ne? In nikoli, recimo tudi ob 4 ni več bilo tam dobenga, ker oni recimo ob 3 ali pa točno ob 4 zaključijo. Ampak ni dobenga težave. Doben te ne kliče histerično, zakaj te ni, pa da zamujaš, pa nihče ne dežura, da te bo sprejel. Tako so bolj preprosti in pričakujejo, da boš ti tudi preprosto sprejel check-in. Se pravi, ko je njihova ura za zaprtje, ob 3 ali pa ob 4 dobiš ti na Airbnb aplikacijo ali pa na Booking Message dobiš sporočilo, spoštovani, v nabiralniku
je koda 3791, noter je kuverta z vašim priimkom in v kuverti so vsa navodila. Lepo se imejte in se vidimo jutri. In prideš tja, ta koda dela, vzameš ven kuverto, noter je welcome letter, piše PIN za Wi-Fi, piše vsa navodila, kje je bazen, kje je pralnica, kje je sušilnica, še to. Vse nastanitve imajo pralnico, sušilnico ali pa je pomivalni pralni in sušilni stroj kar v samem apartmaju, kar je za popotnike ful pomembno, ne? Če smo se mi prejšnji dan kopali, mokre kopalke, otroci se omažejo, jedli so sladoled, potuješ ne za tako veliko stvarmi, da bi imel za celo pot dovolj. Komod, kupili smo eno vrečko tablet za pranje, ki smo jih imeli dobesedno cel mesec in vsake 2-3 dni smo vrgli in oprali. Super, super, enostavno, res, mislim, smut. Tako da nastanitve so fantastične in jih iščite izključno na Bookingu in pa na Airbnb-u. Super. Omenila si Sydney in Melbourne. Nam lahko mogoče poveš še malo več, pa kaj točno je v teh dveh mestih najbolj za videti? Ja, jaz mislim, da sta to dve mesti, ko jih ne smeš izpustiti, če si v Avstraliji, ker sta zelo drugačni med sabo, pa absolutno vredni obiska. To ni evropsko mesto, to ni ameriško mesto, je čist en drug vibe. Bom probala zelo na hitro, ker o tem se da veliko prebrati, jaz bom bolj dodala mogoče moje ali pa naše občutke. Se pravi, Sydney je največje mesto, ni pa glavno mesto, ima cirka 5,3 milijone prebivalcev, drugače by the way, cela Avstralija, ne, ki je skoraj tako velika kot Evropa, ima zgolj 26 milijonov prebivalcev, kar je peanuts v primerjavi z Evropo, ne. Tako da razen ta vzhodna obala je Avstralija prazna, pa še tu je dovolj prostora. Joj, še to, ko se voziš, kaj je neverjetno, ma ni enega kvadratnega milimetra neobdelane zemlje. Ves čas, ko se voziš te 6000 kilometrov, imaš levo in desno obdelano zemljo. Vse je namakalni sistem, povsod imajo ali sadje, ali vinsko trto, ali zelenjavo, ali skratka izkoriščanje vsak milimeter in to je vse pograbljeno, pa požeto, pa postriženo tako naravno črto. Po mojem je Avstralija že zato tako všeč, ker je tako čista pa urejena. V glavnem, ne res, pa tudi veš, ko greš do vsakega slapa, do vsakega potoka, do vsake mlake, do vsakega kipa, hriba, ne vem karkoli, vse je potka, pa vse je tako natural, veš, okus imajo, vse naredijo v sklopu, da je v stilu z naravo, recimo leseno. Ampak povsod bo zraven še ena taka lesena tabla, kjer bo napisana zgodba o tej razgledni točki ali pa neko zgodovinsko dejstvo, pa zraven bo koš, pa tako res vse je tako urejeno, čisto, mislim, res lepo je bil. Zdaj moram reči, da velik šok, ko smo prišli nazaj v Salvador, ker je to Indija, Koromandija, mislim, črno-bel svet. Drugače pa je torej Sydney mesto, ki je 24 ur po koncu, pač neskončno veliko za videti, ampak vseeno naj opozorim, ni pa to Rim, ne? Ni pa to Rim ali pa Pariz ali pa London v smislu, ko odpreš seznam, kaj moraš ti videti v Rimu, v Parizu ali pa v Londonu, pa imaš 26,000 kipov, galerij, muzejev pa tega. To v Avstraliji, vseeno Avstralija ima naravo, pa 500 milijonov naravnih čudes, pa lepot. Ni pa to tista stara mama Evropa, ne, kjer je klasična zgodovina prikazana v obliki arhitekture, pa onega mosta, pa onega oboka, pa onega muzeja, pa tiste stavbe, pa one stavbe. Tega je bistveno manj za pogledati. Torej, če pa je kje, je pa to zgolj v Sydneyju, pa v Melbourneu, druge je pač res zanemarljivo malo. Se pravi, Sydney najprej samo srce, pa jedro, se pravi ta Harbour Bridge, ki ga vsi poznamo, ne? Ta Harbour Bridge v bistvu se razteza čez Darling Harbour, čez torej ta dragi zaliv, ne? Ki je tako zelo razgiban pa razvejan. In kaj je zanimivo, da na vsakem tem zalivčku, zgledajo tudi tako malo otokov je vmes, ljudje živijo. In ti vidiš iz ene strani na drugo stran zaliva otočke, zalivčke in polno lepih hiš in tako naprej. In ljudje se z onih otočkov in zalivčkov vozijo v sam center mesta z mini trajekti in ladicami. Tako da velik del prometa se dogaja na vodi. In že to je en tak utrip, no? In ta zaliv, ta velik zaliv
ima tudi to Opera House, pa ima ta Darling Harbour, pa most, pa potem seveda zraven je stari del mesta, ta rock del, kjer naj bi se začela evropska civilizacija, ko so pač Evropejci prišli in tako naprej. Ampak bolj je ta vibe multikulturalnosti, urejenosti, čistosti, vseh kuhinj sveta in tako naprej pač za pogledati. Drugače pa ima Sydney zelo tako zmerno oceansko podnebje in zna, seveda v času slovenskega poletja, ko je tam zima, zna biti zelo, zelo hladno, ne pade ravno sneg, ne, ampak pride tam tudi na 5 pa 10, kak dan in jutro, tako da ni tam večno poletje. No, v tem zalivu je pač ta znamenita Opera House, ki je bila leta, mislim, da 1973 narejena in taka ikonična arhitekturna zgradba, kjer se pač vsi slikajo, ne, in res nekaj ful posebnega. Ima pa 1 milijon keramičnih ploščic na sebi in kljub temu, da je streha, no, te opere narejena z 1 milijona keramičnih ploščic, je še vedno lahka in stoji. In te ploščice so bile pa izdelane na Švedskem. Tehtajo pa mislim, da nekaj čez 27 ton in to daje kljub tej teži neko elegantno podobo in pač tak naprej. In to si lahko ogledaš, lahko greš na predstave in vse to. Potem ta bridge lahko preplezaš, to, ne. Potem pa iz tega središča mesta se lahko na te razne zalive in otočke seveda pelješ. Ladjica vozi tudi na Manly Beach, ki je taka čudovita plaža in za surfanje in za kopanje, polna butikov, trgovinic, oblek, restauracij in zagorelih lepih teles, športnikov in tako naprej. Potem noro lepo je, če ti ob tem zalivu hodiš mimo Opera House še naprej, kar je recimo 40-minutna počasna hoja. Prideš pa do Royal Botanic Gardens, ki je pa ena taka wow, mirna oaza, pač čudovitega botaničnega vrta, noter kar v mestu, ki ima čudovite vrtove, res park, da samo gledaš. Predvsem mi je pa zanimivo, ne toliko park kot park, ampak kako poslovneži v kravatah, dame v petkah nosijo v svojih ahtukah zraven računalnika tudi dekco in si v času malce razgrnejo to na tem parku in se kar vsedejo po turško in malcajo tam. En tak vibe in potem, ne, bojo vse za sabo počistili in nikjer ne bo ostal niti en papirček in vse snažno odnesli v koše, ki jih by the way ni veliko, ne svinjajo s temi koši na vsake 2 metra, pa doben koš ni tak napolnjen, da vse vrne ti, ker to zelo frekventno odvažajo. Skratka, čudovito. No, potem je ta The Rocks, ta stari del mesta, pač četrt z ulicami iz tistega kolonialnega obdobja. Pa smo počasi zaključili s Sydneyjem kot takim, no. Potem je seveda še malo ven Taronga ta zoo, ki je čudovit živalski vrt, res vreden pogleda. Pa potem imaš v samem mestu Sea Life oziroma res čudovit akvarij. Pa malo ven imaš Luna Park, pa Madame Tussauds, ta hiša boščenih lutk. Pa Manly Beach sem omenila, pelješ se z ladjico čez ta zaliv in tam zadaj je Manly Beach. Potem druga taka znana plaža peščena je Bondi Beach, ne? To sta najbolj znani. Ker pa je Sydney malo na takem enem rtu, če se pa pelješ malo gor, pa govorimo o severnem Sydneyju, Northern Beaches, kjer pa vidiš take čudovite, lepe hiše, razkošne. In najbolj severna plaža tega severnega dela Sydneyja je Palm Beach, ki je čudovita. Tam je tudi doma moja prijateljica, ki smo jo obiskali in je malo že bolj občutek, da si blizu velikega mesta, ampak čist že na samem. Vsak dan lahko greš surfat, ker je to v bistvu ena sama plaža, ne? Tako da čudovito. Drugače pa sam Sydney vibe, lahko greš na eno veliki Sky Tower oziroma Tower Eye pogledati 360-stopinjski razgled na mesto. Ostalo se pa zgubljaš v vibu, v dobri kulinariki, v pogovoru s vsemi ljudmi vseh koncev sveta, hitro te kdo govori, ful so prijazni, spoštujejo vrste in tako naprej. Če pa se zapelješ malo ven iz Sydneyja, v notranjost, je pa Blue Mountains. To je pa lep družinski izlet po takih čudovitih pohodniških poteh. Lahko se pelje železnico Scenic Railway tudi po Blue Mountains in tako naprej.
Skratka, to nekako je Sydney. Pač velja za najbolj multikulturalno mesto na svetu. Vsi ga poznamo po čudovitem ognjemetu za Silvestrovo. Pa še to, 45,2% Sydneyčanov ni bilo rojenih v Avstraliji. To pomeni, da govorimo res o loncu ljudi iz 200 različnih držav, kar daje en unikaten vibe. Moraš videti, no? Ker je vibe je čudovit, nekaj posebnega in težko ga je opisati, ker je tako, da bi cel svet zmiksal ven lonec, pa jim vseeno postavil pravila, spoštovanje, reda, čistoče, zdrave hrane in pa sobivanja en z drugim. Ne? Kako lahko toliko ljudi biva skupaj? Ena gostilna je kitajska, druga je ruska, tretja je nepalska, pa naslednja je italijanska. In ti ljudje so prijatelji, ne? Res je en krasen vibe. Če grem pa še zdaj hitro na Melbourne, je pa popolnoma nasprotje. Ne misli, da sta si Melbourne pa Sydney enaka, res si nista. Veliko razliko naredi že klima. Recimo, če bi jaz zdaj živela v Avstraliji, kar res bi, pa še vedno upam, da kdaj bom. V glavnem, ne bi izbrala Melbourna, čeprav mi je kot mesto, kot vibe, mogoče boljši od Sydneyja, mi je presneto prehladen. Zjutraj je bilo 18, popoldne je bilo 28, eno jutro sem se tresla, tako sem imela modra usta, mrzlo. Potem drugi dan je pihalo tako, da nisem vedela, kako bi si lase z oči umikala. Ta ekstrem vremena v Melbourneu je zelo znan. In rečejo 4 seasons in 1 day, se pravi res lahko v določenem dnevu zjutraj zasneži, popoldne si pa v kratkih rokavih. To je znan rek za Melbourne, svetovno znan rek, 4 seasons in 1 day. In meni tu samo klima mogoče ni pisana na kožo. Zdaj poleti že, ne, ta 2 meseca, 3, ampak ko pa je tam zima, pa je zame premrzlo. Ampak Melbourne, se pravi, Melbourne ni čisto ob morju, Sydney je na vodi. Melbourne je majčkeno od vode, ampak Melbourne je največkrat po teh raznih, ne poznam imen zdaj, kako se reče tem svetovnim raziskavam, najvišjega standarda in kvalitete življenja na svetu, je Melbourne tisti, ki se uvršča na največkrat izbrano mesto za najboljšo kvaliteto življenja na svetu, na celem svetu. Tako da, vibe je pa mesto umetnosti, mesto kulture in veš, kaki vibe da Manja? Metelkova. Ljubljanska Metelkova, ampak pazi, zdaj bomo pa vzeli en del Metelkove, en del ga bomo dali stran. Pazi, Metelkova. Bodi kar si. Pol glave zelene, pol rdeče. Tatuji povsod. Ena hlačnica do kolen, druga do dol, pa ena odštekana majica, pa 6 uhanov v spodnji usnici. Razumeš? Odštekan, unikaten, ne vem, hippie, rock, metal, punk vibe. Se pravi, ljudje so totalno odštekani, ko najprej stopiš ven si, to je neko podzemlje Londona ali pa Los Angelesa, sami neki čudni ljudje, ne. Ampak tako samo izgledajo, niso pa brezdomci, narkomani ali pa pijanci, ampak njihov imidž je totalno si dajo duška. Se pravi, zunanjost ljudi je odštekana, kar v Sydneyju nisem skoraj videla. Mesto totalne kulture, številnih galerij, muzejev, kaj moram še povedati je, da po celi Avstraliji so vsi muzeji in vse galerije popolnoma brezplačne. Tako da je kar greh, če kam ne zaviješ, pa tako dodelani, tehnološko dodelani muzeji, recimo, da ti predstavijo, veš, ko gledaš eno umetnino, eno sliko, ok, jo gledaš. Ampak zdaj malemu otroku ona slika, se veš, kako jim to ni najbolj zanimivo. Zraven je pa še slušalke, pa zvok, pa neki podzemni tunel, da greš noter, pa vidiš, kak je to bilo celi film iz tistega časa. Če je slika neke mize pa pojedine, ko so jedli krače, je zraven pa film, ki res prikaže, kako so plesali v tisti sobi in jedli krače. Skratka, tehnološko se ti muzeji in galerije, wow, ne moreš ven, cel dan bi noč za bluzu in so popolnoma brezplačni po celi Avstraliji za vse, domačine in popotnike. No, Melbourne torej
odštekan vibe, tako totalno nora kultura, ljudje, še bolj multikulturalno od Sydneyja, še dosti bolj multikulturalno, 5 milijonov prebivalcev, ful živahno, znano kot svetovna prestolnica kave, kako se že reče? Flat white je napis, ki ga najbolj pogosto vidiš v mestu, to je pač neka bela kavica, ki je najbolj pogosto izbrana. Potem mesto športa, tukaj poteka, se veš, zdaj ravno so pripravljali za Australian Open, za tenis, ne? Formula 1, Grand Prix, potem kriket je velik, avstralski nogomet je velik, skratka, ful športno. Kaj še naj rečem? Potem pa čisto blizu je pa Phillip Island, kjer imaš pa take male, 15 cm visoke pingvine, pa ful koal, pa še več kengurujev, kot jih je bilo prej, ful kengurujev, pa čudovita plaža, tudi krasno za surfati. Potem, če greš pa še malo stran od Melbourna, se pravi, še se pelješ v drugo smer, no, proti zahodu, je pa ta znana Great Ocean Road, ki je pa taka spektakularna cesta, kot je, ne vem, Road to Hana na Havajih, recimo. Tam so pa ti klifi 12 apostolskih, ni več 12, ker jih je erozija vetra in vode že porušila, ampak čudoviti obalni izleti ob plaži s takimi klifi, kot da si mogoče na Škotskem ali pa v Južni Afriki. Skratka, spet narava, nacionalni parki. In pa tik ob Melbournu, malo not, se nahaja mesto Ballarat, kjer so bili prvi iskalci zlata. Vemo, da Avstralija, največje bogastvo cele Avstralije je tisto, kar je pod zemljo. Se pravi, premog, zlato, diamanti, razne rudnine. To dela Avstralijo najbolj bogato od vsega. In zlata mrzlica je bila tudi glavni razlog, da so se začeli v začetku priseljevati. In Ballarat je danes kot Gardaland prikazano točno tako, kot je bilo toliko in toliko 100 let nazaj, ko so prišli prvi. In je vse narejeno na način, kako iščeš zlato, in lahko otroci tudi res v vodi imajo sito, pa res dajo noter pesek, pa iščejo zlato, in je vse prikazano in je zelo unikatno in vredno obiska, ker ti da dober pogled celo to zgodovino. Tako da, evo to na kratko. Drugače si pa lahko še pogledaš od botaničnega vrta k Federation Square. Mogoče še omenim, da je Melbournski zoo, živalski vrt lep, tudi ima akvarij, tudi ima Luna Park, ima tudi Legoland, ima tudi, kako se reče, Goombaya World, ki je tobogani bazeni in te stvari. Potem pa tudi mogoče še to, da je to največji tramvajski sistem na svetu. Se pravi, v Melbournu vozi največ tramvajev na svetu in ta tramvaj, ki vozi po mestnem jedru, je brezplačen. Tako da vse turistične destinacije mesta si ogledaš z brezplačnim tramvajem in skočiš dol tam, kot ti oni zvočnik pove, da je zdaj nekaj za pogledati. Tako da, toliko o teh dveh mestih. Zelo, zelo zanimivo. Prepotovali ste res dolgo pot. Daj mi povej, je šlo na poti karkoli narobe? Niti ena resna stvar, le ena zanimiva dolgodivščina. To je mogoče vredno omeniti, se pravi, vreme je v Avstraliji v času slovenske zime, ko je tam poletje najbolj idealno. Govorimo november, december, januar, februar, lahko še malo marc. To je idealno. Ampak, ko je poletje na začetku, se pravi, govorimo o decembru, edino, kaj te na tej celi poti lahko preseneti ali pa ti malo pokvari pot, so poplave. In te poplave so v onem špicu severovzhoda, gori, ker smo rekli, da je tropski deževni gozd. In tam se pojavi eno posebno ime poplave, ki se reče flash floods. Flash je kot flash, ne? Cuk, sekunda, kot en hiter flash, to pomeni, ker se voda v takem šusu zlije in pridrvi s toliko pritokov in potočkov v ono veliko reko in ta velika reka zdrvi naprej. Govorimo o flash poplavah, to so te hitre poplave, ko ti pelješ in nič ne vidiš in naenkrat prije, ko slon iza vogala, bum, taki sunek vode, da te seveda odnese avto in ti z avtom lepo plavaš
bog ve kam in seveda se lahko vtopiš in se vsako leto precej ljudi vtopi in umre. Se pravi, Queensland je v tem času lahko zoprn samo zaradi poplav. Ampak presenetiti te ne morajo, ker vsa poročila, pa vsi, kam odpreš televizijo, o teh poplavah svari in piše. In nam je samo preprečilo to, da ko smo mi hoteli iti na pot in kot sem rekla, imamo Excel in plačane nastanitve, ne? Če mi en dan ne odpeljemo 300 km, pa bi potem še drugi dan mogli 300, pa se nam nekaj zalomi, bomo potem tretji dan mogli voziti vseh teh 600, pa še tistih 300 za tisti zadnji dan, se pravi 900, se pravi, ali pa ne bomo ujeli nastanitve in se nam bo cela domina efekt zgodil, ne? In se nam bojo vse namestitve, ki smo jih plačali, za en dan zamaknili in seveda padle vodo in bo treba plačati vse še enkrat. Torej, ko smo se mi hoteli odpeljati iz Early Beacha naprej proti Rockhamptonu, kar je bilo 400 km, smo začeli ob 10. zjutraj voziti. Hvala Bogu smo si nabavili ful hrane za po poti. Ko pridemo po 10 minutah vožnje in naenkrat kolona. In ko pridemo dovolj naprej, do nas prikoraka en gospod Maor in razloži, da je cesta, ne vem, par kilometrov naprej, 2 metra pod vodo. Je prišel ta flash floods in je pač pod vodo. In da zdaj bomo čakali do 12. zvečer, se pravi 12 oziroma še več ur, če se bo voda umaknila, bomo šli naprej. Meni je padel mrak na oči, pa ne zato, se mi bi lahko šli nazaj v mesto, parkirali pa preživeli lep dan nekje noter, ker je ful lilo in zunaj nisi mogel biti, ali pa kopati se nisi mogel, ker je res deževalo grozno fejst, to kar boli dež, ko pada na kožo. In vedela sem bolj to, da nam bo zmrdalo celo pot in vse bo padlo v vodo, ne? Stroški, datumi, kdaj smo pri katerem prijatelju in tako naprej. In vsi, ki so v tej vrsti stali, so se zbirali na enem velikem parkirišču in čakali, in ko sva trkala na okna z dežnikom, kaj bojo naredili, če mogoče kak domačin ve kako alternativno pot, so vsi rekli, da nič, da bojo tu čakali, ne? No in midva sva pa googlala in sva ugotovila, da če naredimo 14-urno pot, se pravi nazaj, tam, kjer smo se že peljali 200 km, da pridemo do ceste, ki pelje v notranjost in potem velik obvoz po notranjosti mimo teh poplav, 14-urna vožnja, bomo potem še peljali malo kilometrov in prišli do te naše nastanitve, namesto sicer ob enih podnevi, ob polnoči, ne? Ampak smo rekli, to bomo naredili in smo tudi naredili. In to je bilo edino, kar je bilo, rečimo temu, na začetku zoprno, na koncu pa je to bila ena najboljših dogodivščin. Zakaj? Malo nas je bilo strah, pa malo je bilo adrenalina, ker na tej celi 14-urni poti smo srečali, mislim, da 2 avtomobila, ker nam je šlo na knap z benzinom in smo ujeli pumpo tik na koncu in to je tako, veš, malo, kaj pa bo zdaj, malo dogodivščine, ker so bili otroci noro pridni, brez pikice, peli, muziko, kartali, sam enkrat so se sklofali, spali, pogovarjali smo se ful in pa videli smo po mojem 50 kengurujev na tej poti, 50 kengurujev, pa en del smo se sankali po blatu. V glavnem cesta je bila čisto, kako ne rečem, ta puščavska, veš, ona rdeča zemlja. In ko je padel dež, je to bila ena glina, en taki gel. In Miha je samo rekel, zdaj pa doben ne more lulati, ker če tu ustavim, se vkopamo in ne moramo ven. Tako da Jaša je mogel v stekleničko lulati po poti, kar tudi je že naša ustaljena praksa, nič posebnega. In tako smo mi to pot speljali in to je bilo edino. Drugače pa nič slabega, en ni kihno en dan, doben bolan, skratka, super! Vse super. Odlično. Kaj pa recimo, če bi se kaj zgodilo, recimo, sprašala sem te, če se je, hvala Bogu se ni, ampak kaj pa recimo, če bi se kaj zgodilo, če bi, ne vem, zboleli, recimo, da bi se Miha med snorklanjem nad koralnim grebenom karkoli poškodoval, pa kaj, ker so pač res veliki valovi, pa se lahko konkretno porežeš. Kaj bi to pomenilo? Verjetno bi pomenilo, da mora iti v bolnico, da ga zakrpajo, kar bi sicer verjamem, da naredili odlično, ker je tudi zdravstvo tam odlično, ampak bi pa recimo vam ustavilo pot verjetno za nekaj dni. Kak v teh stvarih recimo s temi stvarmi rokujete? Ja, jaz mislim, da ima Avstralija 2 zanimiva
nasprotja združena v sebi. Ne. Prvič, bolnice so, ali pa zdravstveni sistem je vrhunski, fantastičen, krasen, najboljši. Po celi tej vzhodni obali so čudovite bolnice, mislim, govorimo o res visokem nivoju. Razen v skrajnem severovzhodnem špicu, ne, tu, ko se voziš po nekje 400-500 km, ni civilizacije, kaj šele bolnice. Kar vidim kot drugo nasprotje, se pravi, so dobre bolnice, pa v večini te poti imaš bolnice na par kilometrov. Problem Avstralije je, da marsikje ni telefonskega signala. Mi smo bili po cele dneve brez telefonskega signala in če se ti kaj zgodi, pač ne moreš poklicati. Drugo, čim greš iz poti, iz te glavne ceste, ta velike avtoceste, ki vozi po celi vzhodni obali, dobesedno ob morju, večino časa morje vidiš, čim se ti umakneš na en slap, ko je tam tabla, 37 km, najlepši slap, možnost kopanja, zaviješ tja, tam ne grejo mase turistov, tam vidiš ti 3 ljudi. In če se ti na poti tam kaj zgodi, si spet remote, pa nimaš signala. Se pravi, to se mi zdi, no. In pa vseeno je to dežela, kjer je toliko aktivnosti v naravi. Če greš z otroki, to bo toliko plezanja po hribih, po skalah, po kopanja v morju, kjer lahko pride val in ga tudi poškoduje, ali pa tok in ga tudi odnese. Zdaj, o krokodilih, morskih pseh, meduzah pa o pajkih ne bi rada govorila, ker pač zaupam statistiki. In statistika je vladar sveta in je prav naivno, če se o tem sploh pogovarjamo, ker če pogledaš statistiko, je pač nemogoče, da se ti zgodi to, oziroma ti bo dobesedno v Sloveniji na Prešernovem trgu padla ona ledena sveča usred zime na glavo in ti boš umrl. Se pravi, o tem ne bi debatirala, ker je statistično teh nesreč tako malo, da niso vredne omembe. Razen tega, da veš, da med krokodile ne greš plavat, med meduze tudi ne brez obleke, da ne vem, ne mečeš šniclov sredi morja vodo in čakaš na morske pse. In da tam, kjer ni zastavic in ni varno plavati, pač ne plavaš. In potem te vse pajke in to pozabiš, ker je to res brez veze. Tam živijo, ampak res ne iščejo tebe. To je to. Torej, zdravstvo je super, je pa tudi veliko možnosti, da se recimo kaj zgodi. In pa, ker je zdravstveni sistem drag, se pravi, kot popotnik moraš vse plačati. In če tam recimo res pride do neke, ne vem, kaj si rekla, da si Miha poškoduje nogo, ok, bi rabo 2 dni biti na opazovanju, da se je rana recimo zacelila, povoji, previjanja in tak naprej, da bi bil 2-3 dni v bolnici, pač nočitev je nad 1000 evrov na dan. In s tem bi mi zamudili našo pot, padle bi vodo vse nastanitve, verjetno rentakarja ne bi vrnili na dogovorjen dan in verjetno bi zamudili letalo naprej. Kar pomeni, da je to že celi strošek, kaj smo rekli prej, 15 000, hrana iz leti pa bencin je bilo 6-7, vse ostalo bi šlo po gobe, bi mogli plačati še enkrat in rentakar, in nastanitve, in karto nazaj. Ne? Tako da ti stroški so vrtoglavi, zato meni se zdi prav, ne vem, neodgovorno do sebe, pa do svojega denarja in do svojega dela, da ljudje, ki kakorkoli zapuščajo Slovenijo, ali za smučanje, ali na Hrvaško, ali kamorkoli tak daleč, ne bi za tistih par 10 evrov zavarovali se zdravstveno oziroma imeli tega turističnega zdravstvenega zavarovanja, ker je to res smešno, če se ti karkoli zgodi, ti povrnejo vse, pa še pomagajo ti z navodili v slovenskem jeziku, če so stroški veliki, oni plačajo direkt. Se pravi, ne rabiš ti potegniti tam 10 000 za operacijo, ker niti nimaš limita recimo, ampak oni plačajo direkt. Tako da mi imamo to urejeno pri zavarovalnici Triglav in to je pač pravilo. Plus, če imaš ti celoletno zavarovanje, se ti ne more zgoditi, da si na 3-dnevnem izletu v Benetke, ko si zlomil nogo ali pa padel z gondole, pozabil se zavarovati, ampak ti teče celo leto. Ne? Ali pa tudi, če ti prijatelj reče, žena je bila tečna, pa ne gre z mano smučati, greš ti, greva tu čez mejo, ti že veš, da imaš zavarovanje narejeno in ne boš skrbel, da se zadnji hip ali pa po noči nisi uspel zavarovati. Tako da jaz se tu ne hecam, niti slučajno. Glej, vedno preventiva kot kurativa, ker je pač to stroškovno lahko res blazno veliko.
Krasno. Res je očitno vse tako, kot smo videli na vaših videoposnetkih in na fotografijah, ki ste jih tudi že med samo potjo objavljali. Jaz bi še klepetala in poslušala o Avstraliji, a vseeno, da ne bova predolgi, moramo misliti tudi na naše gledalce. Tako da vsem slušateljem in gledalcem lahko povem, da več o Avstraliji lahko najdete na Instagram profilu Too Many for Granny in pa na spletni strani toomanyforgranny.com, kamor je Jasna že naložila sveže potopisne članke iz Avstralije, ki imajo več podatkov, bolj podrobno vse opisano, z linki, imeni, kar zagotovo pride prav vsem, ki se boste v Avstralijo dejansko odpravili. Jasna, če nekako narediva povzetek, kako vidiš Avstralijo zdaj, ko si jo obiskala ponovno in ko so jo videli tudi otroci? Kako se je sploh zdelo njim in predvsem, ali je Mihata to darilo dejansko tako navdušilo, kot si verjela, da ga bo? Ja, moram reči, da Avstralija še vedno ostaja moja number one dežela. Res po zdaj že res kar krepko več kot 100 prepotovanih državah. Jaz probam povedati, zakaj. Jaz mislim, da zgolj zato, ker je moj karakter, moj značaj pisan Avstraliji na kožo. Se pravi, po horoskopu sem ribica, voda je moj element in Avstralija je voda, voda, voda. Jaz bi lahko bila več vodi kot pa zunaj. Obožujem in potapljanje, plavanje, skratka, verjetno je to velik faktor. Potem vreme, bolj me rado zebe, ko ne. In glede na to, da sem več kot 40 let kakorkoli preživela večino življenja v Sloveniji, kjer je bilo dovolj zime, mi je Avstralija tako všeč ravno zato, ker tega tam ni. Potem od nekdaj sem rada zdravo jedla in vsi me poznate tudi kot športnico. Pogojev za šport je tam neskončno. Nekdo bo rekel, da tega ne razume, saj so tudi v Sloveniji. Res je, tudi v Sloveniji je pogojev za šport neskončno. Vsak dan v tednu lahko skočiš v avto, pa če si iz Ljubljane, se pelješ na Šmarno goro. Ali pa na Pohorje, če si iz Maribora. Lahko greš teč po dnevi pa po noči, če te ne bo ne pojedo, pa imaš pločnik ali pa celo kako njivsko ali pa gozdno pot. So pa kotički na zemlji, kjer tega ni. Recimo El Salvador, kjer živimo, je šport 3 ure stran v naravi ali pa v zašvicani, precej smrdeči fitness telovadnici. Pač do morja, da boš ti plaval, pozabi, ker je morje ima tako velike valove in tako močne tokove, da pač ga samo gledaš in se moraš zelo daleč peljati, da boš ti plaval. Surfati žal ne znam tako dobro, da bi po teh 5-metrskih valovih surfala, ker Salvador je by the way ena od number one destinacij za surfanje, ampak velike surferje. Skratka, to. Potem zelo zdrava hrana, lokalno pridelana povsod. Neizmerno urejena in čista dežela, kar se tiče kriminala, izjemno varna, z dobrim zdravstvom, z dobrim šolstvom, z dobro plačanimi visokimi položaji v službah, z dobro izobrazbo in na koncu pika na i vibe. Se pravi, ta uravnoteženost med delom in prostim časom, da se družijo. Pa še nekaj bi rada povedala. Slovenci smo, pa jaz sem med temi, samo zdaj pa obljubim, da bom to spremenila, ker sem spremenila pogled na to. Jaz sem zelo rada tista, jaz častim. Pa dolgo se nismo videli, pa jaz častim. Pa vem, da je to tipično slovensko, ne? Sploh, ko ima kdo rojstni dan, tisti, ki ima rojstni dan, časti. Je tak manja. Vedno tisti, ki ima rojstni dan, vsem časti. Se pravi, si za svoj rojstni dan kaznovan. Veš, kak je pa v Avstraliji? V Avstraliji pa prideš na obisk sosedu s svojo pivovsko flašo sabo, pa z enim šniclom. Pa meni je to tako čudno. Pa kak vsi v Avstraliji, kamorkoli prideš, si prinesejo svojo pijačo pa svojo hrano zraven. Pa kak je to možno, da tak čuden način? In zdaj sem pa res vprašala, da so mi razložili in so si vzeli čas. In pravijo, glej, ti imaš rojstni dan. Se pravi, v Avstraliji, kakorkoli, če greš v gostilno za rojstni dan na nekaj wow, te bo to stalo $60–70 na osebo. Imaš velike družbe, v Avstraliji se zelo radi zbirajo v velikih družbah, in zdaj boš ti 20 ljudem plačal. Pa valjda si izmisliš, da imaš angino, za rojstni dan se ne moraš plačati 20 ljudem po $80. V Avstraliji je obratno. V Avstraliji vsak plača sebi, pol pa vsak doda še 2, 3, 4, 5 evrov na mizo in zberajo zate. In to je ponavadi darilo za tvoj rojstni dan. Ne nosijo si velikih materialnih daril,
ampak ti naredijo, da je ta dan ugoden ali pa lep, brezplačen zate in da se imate vsi skupaj fajn, ne pa da je zate stres. Drugo, so mi povedali, recimo prav Nejka mi je rekla, glej, imamo prijatelje, ki imajo največjo hišo z največjim bazenom. Valjda se največkrat dobimo pri njej. 3, 4, 5, 6 družin z otroci pridemo za vikend k njim. In kako bi zdaj bilo, da bi vsak vikend oni vsem nam odprli hladilnik, da malo pojemo pa malo popijamo. Oni bi bankrotirali, ne? In to je neka navada, da vedno prineseš zraven zase in se res družiš zaradi prijateljstva in nobenih drugih ugodnosti. Tako si oni to razlagajo in ker to gre že toliko let z generacije v generacijo, je to tam normalno. In noben ne gleda čudno. In v bistvu oni gledajo na to, kako mi častimo, kot da se bahaš in celo druge spravljaš v zadrego, ker zdaj morajo pa naslednjič oni drugi častiti. In ta častim kaže na neko jaz imam, jaz lahko, ker jaz sama nisem nikoli tako pogledala, ampak bolj rada vas imam, jaz bi rada. Ampak mi je dalo misliti in mislim, da je ta perspektiva bolj prava. Da ti ni breme svoj rojstni dan povabiti res vse, ki jih imaš rad, pa te ni strah stroška, ki bo sledil. Ne? Ta sproščenost, pa ta neka odkritost, pa povezanost z naravo, ta vibe, pa ta multikulturalnost, da govoriš z 10 narodi v enem dnevu, mi je fascinantna, ker zgodbe, ki jih ti ljudje imajo s sabo, o njihovi kulturi, o njihovih deželah, so pač fascinantne. In ja, Avstralija še vedno ostaja number one. Presenečenje je definitivno uspelo. Miha je bil navdušen in je rekel, da res razume, zakaj mi je Avstralija number one. Otroci pa itak presrečni, še vedno govorijo o Avstraliji in mislim, da je to bilo eno naših najlepših potovanj ever. Tudi zato, ker so otroci že veliki, stari 6, 8, 10, izurjeni popotniki, brez kakršnega koli dela za naju in to je sigurno doprineslo svoje. Pa to, da smo bili tudi s pravimi Avstralci, ker smo kar nekaj dni spali pri raznih prijateljih in to ti da še bolj pristen pogled v kulturo, v narod, v njihove neke skrivne kotičke, ki jih kot turist ne bi odkril in je bilo pač krem de la krem. Odlično. Veliko koristnih nasvetov si nam dala ponovno. Hvala ti za to prijetno druženje in mislim, da smo tudi drugo serijo popotovanj o svoj svet s Triglavom odlično otvorili in veselim se že najinega naslednjega druženja. Ja, hvala tudi tebi, Manja. Mislim, da bi bilo še zelo veliko zapovedati. Gre o več združenih državah Evrope v eni zemlji, tako velika je Avstralija in če bi mogla zdaj predstaviti Portugalsko, Španijo, Italijo, Anglijo, Nemčijo, Avstrijo, pa še malo Švice, pol veste, da je ta čas premali. Ampak vsaj malo pokušine, mislim, da sem vam dala. Če imate kdaj možnost, pojdite v Avstralijo, ne bo vam žal. Tako je raznolika, tako je drugačna. Da če ne boste na jugu, boste pa na severu našli svoj najlepši kotiček, sigurno. Tako da hvala, da ste nas poslušali, hvala tebi, Manja, in vsem skupaj želim, da ste zdravi, srečni in predvsem pogumno korakajte v svet, ker je res lep. Lep dan želim v Salvador in se kmalu spet vidiva na najinem 3. srečanju, kjer pa bomo potovali v Novo Zelandijo, kjer ste bili samo nekaj dni nazaj, torej takoj po Avstraliji. Tako je, jaz še malo dišim po novozelandsko, tako da kmalu se vidiva, deželi Kivijev. Čau, čau! Čau!